Pozdravljeni, dragi moji! Danes bi vam rada podarila eno čudovito orodje, s katerimi si boste olajšali in ohranili svoj notranji mir med prazniki, pa tudi kakšen drug dan. In sicer, ali se vam velikokrat zgodi, da ste dobre volje in potem naenkrat začnete razmišljati neke čudne misli, postanete slabe volje in vam ni jasno, kako naenkrat takšne misli. Začnite se spraševati, komu to pripada, je to moje ali koga drugega. In začnite se to spraševati za vsako svojo misel, za vsako svoje čustvo, za vsak svoj občutek, za vsako senzacijo v telesu. In ko se boste vprašali te stvari, boste videli, da bojo zadeve izginile. Morda se bojo najprej olajšale in če se boste večkrat zaporedoma vprašali, bodo potem izginile. Zakaj? Zato, ker mi zaznavamo misli, čustva, občutke, bolečine v telesu, ki jih imajo drugi ljudje. In potem, ker nam nihče tega ni povedal, da te stvari niso naše, mislimo, da je to naše in potem zaklenemo to svoje telo in iz tega delujemo ves čas. Morate se zavedati, da 98% vseh vaših misli, občutkov, čustev, senzacij v telesu ni vaših. Ampak zaznavate ljudi v svoji neposredni bližini kot ljudi, ki so tisoče in tisoče kilometrov stran. Ko se boste vprašali, je to moje ali koga drugega, ali komu to pripada, ni potrebno vedeti, od koga je to, čeprav morda vam bo včasih tudi jasno, ampak enostavno ni potrebno iskati odgovora. Ko se boste to vprašali, bo ta zadeva se olajšala oziroma enostavno izginila. In ne to samo za negativne misli. Sprašujte se to za vsako misel, ki jo imate, ki se poraja v vaši glavi, za vsako idejo, za vsak zgib. Če naenkrat morate nujno dobite neko željo, da morate nujno iti v trgovino in nujno nekaj kupiti, vprašajte se, je to vaše ali od koga drugega. Če ste med temi prazniki zelo vznemirjeni, vzhičeni, vprašajte se, je to vaše ali od koga drugega. In ko se boste vprašali to vprašanje, boste videli, da to sploh ni vaše, da to je od nekoga drugega, na katerega ste vi zaznali. Smo kot taki veliki, kako bi temu rekla, satelitski sprejemniki in zaznavamo vse okoli sebe. In če ste pripravljeni uporabiti to orodje, komu to pripada, je to moje ali od koga drugega, če boste to orodje uporabljali 3 dni zaporedoma, boste videli, da ste hodeča, govoreča meditacija, da nič ni vaše. In to vam bo omogočilo, da boste si skreirali čisto nek nov prostor in dejansko v tem prostoru boste lahko tudi začeli izbirati neke misli, ki so vam v podporo. Začnite se zavedati tega. Tega vam nihče drug ne bo povedal. In če želite kaj več o tem zvedeti, pa se vidimo na kakšni izmed delavnic v prihodnjem letu. In lepe praznike, lepe mirne praznike vam želim.